V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se ne strinjajo z varčevalnimi ukrepi, ki jih je pripravila vlada. Vsi ti ukrepi vendarle presedanejo ljudi. Potrebno se zavedati, da prav v času krize, ko je ta občutljivost in prizadetost na razmere, katere ljudje živijo toliko večja, prav v takih časih bi morala biti skrb za socialno državo, za socialne pravice ena izmed velikih prioritet te družbe. Po našem prvem prepričanju je moč iz te krize priti prav z reformami, strukturnimi reformami, s spremembami v obnašanju tistih, ki so to krizo povzročili. Spremembe so potrebne drugje. Spremembe so potrebne na področju kapitala. Spremembe so potrebne pri delitvi tistega, kar se v Sloveniji ustvari. Opozarjajo, da bodo ukrepi prizadeli najšibkejše. Dodatek pri pokojnini, ki je za veliko večino upokojencev, in vedno se moramo pogovarjati o večini, to je velika večina, to ni luksus, to ni dodatek za rekreacijo, to v dobesednem smislu besede. Na to večina upokojencev in upokojenk čaka, komaj čaka. In vse skupaj to, kar se ponuja, je v bistvu pot v še večjo revščino, pot v še večjo recesijo, kajti s temi predlogi, če bodo sprejeti takšni, kot so, ne bo prišlo do konjunkture. Sindikalisti so prepričani tudi, da vlada do ukrepov ni prišla na pravi način. Spreminjanje nekih temeljnih vrednot v tej družbi, odpravljanje socialne države smo spravili na vprašanje tehničnega urejanja tega, koliko bomo komu kaj vzeli. Pravijo tudi, da bi isti proračunski učinek dosegli z drugimi ukrepi. Učinek teh ukrepov, ki sem jih zdaj naštel, je nižji, kot znaša aktivni dolg neizplačanih prispevkov delodajalcev za socialna zavarovanja v decembru 2011.